imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Tako je, lepo pozdravljeni na to lepo sončno nedeljo. Danes sem se oblekel v rdečo barvo, cvetna nedelja je danes, tudi nedelja Gospodovega trpljenja. Z današnjim dnem stopamo v veliki teden. Spominjamo se na današnji dan Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. In vstopni spev pravi: Hozana sinu Davidovemu, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, Izraelov kralj, Hozana na višavah. Hozana, ta pozdrav, ki mu je bil deležen Jezus, o tem tudi malo kasneje, v enem od simbolov današnje nedelje. Že od začetka postnega časa smo pripravljali svoja srca s pokoro in dobrimi deli. Danes pa smo se zbrali, da bi z vso cerkvijo nekako vnaprej doživeli Kristusovo velikonočno skrivnost, to je njegovo trpljenje in ustajenje. V ta namen je Jezus slovesno prišel v svoje mesto Jeruzalem. Bomo kot običajno na cvetno nedeljo najprej blagoslovili zelenje, ki ste ga verjetno tudi doma pripravili. Molimo. Vsemogočni Bog, blagoslovi to zelenje, znamenje življenja in zmage. Veseli bomo spremljali Kristusa kralja. Daj nam, da bomo mogli dospeti v večni Jeruzalem, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo. Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj sin, naš odrešenik, učlovečil in šel v smrt na križu, da bi nam bil vzgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo ustajenja z njim. Ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi. Berilo je iz knjige preroka Izaija. Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal krepiti omagujoče. Zgodaj mi zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenim in pljunki. Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Moj Bog, zakaj si me zapustil? Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo, kremžijo usnice, zmajujejo z glavo. Prepustil se je Gospodu, naj ga reši, naj ga osvobodi, saj ima z njim veselje. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Tolpe psov so me obkrožile, drhav hudobnežev me je obkolila. Prebodli so mi roke in noge, vse svoje kosti lahko preštejem. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Oni pa me gledajo, pasejo oči na meni, razdeljujejo si moja oblačila in za mojo suknjo žrebajo. Ti pa, Gospod, ne bodi daleč, moja moč hiti mi pomagat. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil. Tisti, ki se bojite Gospoda, hvalite ga, ves Jakobov zarod, častite ga. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal.
tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Mateju. Tisti čas so veliki duhovniki in starešine Jezusa postavili pred upravitelja Poncija Pilata in upravitelj ga je vprašal: Si ti judovski kralj? Jezus je odgovoril: Ti praviš. Ko so ga veliki duhovniki in starešine obtoževali, ni nič odgovoril. Tedaj mu je Pilat rekel: Ne slišiš, koliko pričajo zoper tebe? Toda niti na eno besedo mu ni odgovoril, tako da se je upravitelj zelo čudil. O prazniku pa je imel upravitelj navado, da izpusti ljudstvu enega jetnika, ki so ga hoteli. Takrat so imeli zelo glasnega jetnika, ki mu je bilo ime Baraba. Ko so se torej zbrali, jim je Pilat rekel: Koga hočete, da vam izpustim? Baraba ali Jezusa, ki se imenuje Kristus? Vedel je namreč, da so ga izdali iz nevoščljivosti. Ko pa je sedel na sodnem stolu, mu je njegova žena poslala sporočilo: Nič ne imej s tem pravičnim, kajti nocoj sem v sanjah veliko trpela zaradi njega. Veliki duhovniki in starešine so pregovorili množico, naj zahtevajo Baraba, Jezusa pa dajo umoriti. Upravitelj jim je odgovoril: Koga od teh dveh hočete, da vam izpustim? Baraba, so rekli. Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus? Jim je rekel Pilat. Vsi so dejali: Križan naj bo. Rekel jim je: Kaj je vendar hudega storil? Oni pa so še bolj kričali: Križan naj bo. Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj narašča, je vzel vodo, si vpričal množice, umil roke in rekel: Nedolžen sem pri krvi tega človeka, vi glejte. Vse ljudstvo je odvrnilo: Njegova kri naj pride na nas in na naše otroke. Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izročil, da bi bil križan. Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili škrlatnim plaščem. Iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trstiko v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: Pozdravljen, judovski kralj. In pljuvali so vanj, mu vzeli trstiko in ga z njo tepli po glavi. Ko so ga nehali zasmehovati, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova oblačila in odvedli, da bi ga križali. Ko so šli ven, so naleteli na moža iz Cirene, ki mu je bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ. Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni kraj lobanje, so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti.
Ko so ga križali, so si žrebom razdelili njegova oblačila. Sedeli so in ga tam stražili. Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi. To je Jezus, judovski kralj. Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika, eden na desni in eden na levi. Mimoidoči so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: ti, ki podiraš tempelj in ga v 3 dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji sin, in stopi s križa. Podobno so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki, s pismouki in starešinami, ter govorili: druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Izraelov kralj naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga ima rad, saj je rekel: Božji sin sem. Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. Ob 6. uri pa se je po vsej zemlji stemnilo do 9. ure. Okrog 9. ure je Jezus zavpil z močnim glasom: Eli, Eli, lema sabaktani. To je: moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili: ta kliče Elija. Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trstiko in mu dal piti. Drugi pa so govorili: pusti, poglejmo, če ga pride Elija rešiti. Jezus pa je spet zakričal z močnim glasom in izdihnil. In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje, od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je vstalo. Po njegovem vstajenju so šli iz grobov in prišli v sveto mesto, ter se prikazali mnogim. Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, začutili potres in videli, kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili: resnično, ta je bil Božji sin. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Torej, kot sem rekel, v začetku smo vstopili v veliki teden. Cvetna nedelja je povezana tudi z velikim petkom in nekako vod proti vrhuncu našega krščanskega življenja, krščanskega verovanja, proti vrhuncu vstajenja, vrhuncu življenja. In prav cvetno nedeljo, prej en simbol sem že omenil, ta vzklik Hozana, poleg tega simbola sta zelo pomenljiva še 2 simbola na cvetno nedeljo. In to je simbol poti. Že Izraelci so bili, kot vemo, so bili nomadsko ljudstvo, so potovali, Bog pokliče Abrahama, gre na pot, preroki so potovali, Jezus je bil na poti, sploh evangelist Marko to poudarja, je bil ves čas na poti. In tudi mi na nek način smo na poti, potujemo skozi življenje, potujemo duhovno, potujemo fizično. In to je eden od glavnih simbolov cvetne nedelje, pot. Jezus je bil na poti, je prišel v sveto mesto Jeruzalem. Potem druga simbolika, ki smo jo tudi opazili, in jaz sem prišel z oljčno vejico. Oljčna vejica ima tak simbol miru, simbol ljubezni. Sem prišel z oljčno vejico, tukaj imamo 2 čudoviti butari, ki jih je naredila Katja. Zelen je kot simbol življenja. Sploh oljčna vejica, zimzeleno rastlinje, ne umre, živi. In simbol velike noči je večnost, večno življenje. To je tudi smisel našega verovanja. No, Janez opisuje, da so Jezusa, ko je prišel v Jeruzalem, pozdravljali s palmovimi vejami.
Ne, to je pa palmove veje, imajo kot simbol zmagoslavja, simbol pozdravljena kralja. In to je ta simbolika zelenja. No, tretji simbol cvetne nedelje pa je prav ta izraz hozana, s katero sem začel to sveto mašo. Hozana so vzklikali Jezusu. Hošijana, to je en zelo star hebrejski izraz, hebrejski pozdrav. Pomagaj vendar, reši nas. Ne? In najdemo že v psalmu kot neke vrste prošnji klic, ne? Prošnja k Bogu, da bi pomagal. Tako tudi v teh dneh lahko upijemo k Bogu, ne? Da bi nam pomagal, da bi šli iz te virusne krize. No, potem so ta vzklik uporabljali kot pozdrav kralju, pozdrav Bogu in v šotorskem prazniku pa ga najdemo tudi v bogoslužju. No, to je šotorski praznik, to je bil glavnih judovskih praznikov. In kot smo slišali danes, hozana, hošijana so tudi vzklikali, ko je Jezus prišel v Jeruzalem. Tudi mi smo povezani z vso to simboliko, smo na poti v večnost, vzklikamo, prosimo Gospoda, se zahvaljujemo Gospodu. Vse to je prežeto z našim življenjem. In duhovni očetje pravijo, da človek je kot med dvema težnostnima poljama. Ne? Eden, ki me vleče dol k zemlji in eden, ki me vleče v nebesa. In Bog prihaja, se spušča k meni, posebno v teh milostnih dneh, da me povleče v nebesa, da mi da življenje. Seveda, so pa stvari, ki tudi nas vlečejo k tlom. Navezanost na materialne stvari, egoizem. In se mi zdi prav v tem času, ko smo pred kar veliko preizkušnjo, si lahko zamislimo, kaj pa mene vleče, kam mene vleče, kam bi si jaz želel, da bi me vleklo v življenje. Tako in prosimo Gospoda, da bi mu bili vedno odprti, da bi nam dal roko, oziroma da bi mi imeli moč stegniti to roko in se pustili Bogu, da nas povleče v nebesa. Tako sedaj pa skupaj spovemo vero. Verjam v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodili žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, poslušali smo evangelij trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa, zdaj pa prosimo nebeškega Očeta za vse kristjane, da bi v preizkušnjah in trpljenju sedanjega časa ostali zvesti Kristusu. Prosimo te, usliši nas. Za narode sveta, da bi v trpečem Kristusu spoznali svojega odrešenika.
Prosimo te, usliši nas. Za trpeče in zapuščene, da bi v Kristusovem trpljenju našli oporo in tolažbo. Prosimo te, usliši nas. Za našo župnijo, da bi v obredih velikega tedna doživela notranje prerojenje in ustajenje k novemu življenju. Prosimo te, usliši nas. Za vse naše rajne, da bi jih naše goreče obhajanje skrivnosti Kristusovega trpljenja očistilo za gledanje Kristusove slave. Prosimo te, usliši nas. In za vse, ki so zboleli z virusom, da bi jim Gospod dal moči, zaupanja in da bi ozdraveli. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Bog, da se uresniči v nas bogastvo velikonočne skrivnosti, sprejmi te naše prošnje skupaj z žrtvijo svojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog spremi nas ponižne in skesane in naj ga je danes naša daritev. Zmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehu. Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. V blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Trpljenje tvojega Sina naj nam čim prej prinese spravo s teboj. Čeprav je ne zaslužimo s svojimi deli, naj jo dosežemo po njegovi enkratni daritvi in po tvojem usmiljenju, po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V svoji dobroti je hotel nedolžen trpeti za grešnike in se dal po krivici obsoditi. Njegova smrt je izbrisala naše grehe, njegovo vstajenje nam je prineslo opravičenje. Zato te tudi mi z vsemi angeli hvalimo in v veselem praznovanju vikamo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo svetega duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev.
Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas, odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajanjem odrešil. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in učenci, svetim Rokom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem dali svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Skupaj zmolimo, kakor nas uči moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blažnega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom.
Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Tudi danes vas povabim k duhovnemu obhajilu. Teh dneh žal ne moramo prijeti Kristusa pod podobo kruha. Lahko prejmemo duhovno obhajilo. V trenutku tišine se lahko zahvalimo Gospodu za dar življenja, za to, da vstopa v naše življenje, da nas blagoslavlja, da nas ljubi. Pod tvojimi nogami, o Jezus, poklekam in ti ponujam kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svoji ničnosti pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, željo, da te prejmem v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, o Jezus, da bom jaz prišel k tebi. O, da bi tvoja ljubezen vnela vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verujem v te, upam v te, ljubim te nad vse. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, nasitil si nas svetimi darovi. Zaradi smrti svojega sina si nam dal upanje v to, kar verujemo. Po njegovem ustajenju naj tudi dospemo do tega, kar upamo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Bo še nekaj oznanil, kaj se bo dogajalo v tem tednu. V četrtek bo veliki četrtek. Ste lepo vabljeni ravno tako k neposrednemu prenosu svete maše, ki bo ob 18. uri. Četrtek, torej sveta maša ob 18. uri, potem na veliki petek ob 15. uri bo križev pot, obredi velikega petka pa bodo ob 18. uri. Na veliko soboto bomo blagoslovili jedila ob 15. uri, velikonočna vigilija pa se bo pričela ob 20. uri. No, noč bomo zjutraj ob 8. uri vključili zvonove, ki nas bodo povabili k velikonočnemu zajtrku. Torej zjutraj ob 8. uri, če ste kje blizu naše cerkve, boste slišali zvonove in ste seveda lepo povabljeni k velikonočnemu zajtrku doma, v vaših družinah. Ob 10. uri pa bo prenos svete maše, ravno tako iz te naše jezuitske kapele tukaj v Dravljah. Potem na velikonočni ponedeljek bo sveta maša zvečer ob 19. uri. Bom zmolil še molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni, posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. tako, jaz vam želim eno lepo sončno nedeljo in naj vas v tem velikem tednu spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru. Bogu hvala.